Dežurni! Kdo je danes dežurni? Jaz, gospa učiteljica. Poročaj torej! Poslušam! Nihče ne manjka. Vsi smo v šoli, kljub slabemu vremenu še noben vsak ne prehlada. Dobro, sem razumela. Vsi ste prisotni. Kaj pa vaše dolžnosti? Imate vsi narejene domače naloge? Imate vsi vse potrebščine? No, pokažite. Ja. Vidim, da vam seštevanje ne dela večjih težav. Danes se bomo lotili odštevanja. Poglejte. Imam 5 korenčkov. Ker sem lačna, 3 pojem. Koliko korenčkov mi ostane? Kdo ve? Odlična, Revka. Poskusi. Ostaneta vam 2 korenčka, gospa učiteljica. Čestitam, Revka. Pridna. Prislužila si ta 2 slastna, krasna, prelepa korenčka. Hvala, gospa učiteljica. Gospa učiteljica, dajte še nam kakšen račun. Škoda bi bilo tistih 3 korenčkov, ki se skrivajo za vašim hrbtom. Krivošap, si že spet lačen, pa si se puh še ne začel. Gospa učiteljica, za korenček se bi potrudil tudi v polnoči, če bi bilo treba. Tako se govori, korenje je za zajce kot zrak življenjskega pomena. Takole se dogovoriva. Povej mi račun in boš tudi ti nagrajen. Ga že imam. Takole. Učiteljica je prinesla 3 korenčke, ker je Krivošap odgovoril na 3 težka vprašanja, je dobil za vsak pravilen odgovor en korenček. Koliko korenčkov sta na koncu pouka imela učiteljica in koliko Krivošap? Čestitam, Krivošap, uspelo ti je. Prislužil si te 3 slaste, krasne, prelepe korenčke. Račun je izvesten, pa zna kdo odgovoriti nanj. No, skokec, poskusim. Ko se bo pouk končal, noben od vaju ne bo imel niti enega korenčka več. Skokec, kaj pa je zdaj to? Pa se ti si dober v matematiki. Kaj si se zmedel? Ne, gospa učiteljica, vi pa ste ostali brez korenčkov, ker ste vse 3 dali Krivošapu. Krivošap pa vse 3 pojedel še pred koncem pouka matematike. Dovolj, skokec, ne norčuj se iz korenčka. Nadaljujemo z delom. V zvezek zapišite naslov odštevanja. Z rdečo? Z rdečo ali s prelepo oranžno, kot je prelep korenček. Na to prepišite račune s table in jih rešite. Skokec, ti prepisuješ, pa saj tabla je tukaj. No, boš kar tiho, ti je muca jezik snedla. Zakaj prepisuješ? Če pa ne vidim na tablo, vse črke in številke so čisto razmazane. Moje črke in številke so razmazane? Ne mislim, da so grde. Zelo so lepe. Vi najlepše pišete na celi šoli. Samo kaj? Ne vidim na tablo, zato prepisujem iz repkinega zvezka. Repka to ve in je čisto nič ne moti. Kako ne vidiš? Pri vsem korenju, ki ga mi pojemo, ti ne vidiš? Korenček za zajtrk, korenček za malico in še za kosilo. In ti ne vidiš. In ti misliš, da ti bom verjela. Ampak, gospa učiteljica, skokec ne mara korenčka. Kadar ima za seboj slasten sirjev z korenjem, ga da meni. Jaz pa dam njemu pitu iz deteljic, ki jo obožuje. In ko mu mami pripravi korenčkov štrudel, ga zamenja za moje koruzne žemljice. Ja, meni včasih prinese cel šop korenčkov in jih zamenja za cvetočni zavitek. Meni ni všeč, skokec pa je lan čisto nor. Dovolj, kakšna sramota nas je dojetela. To je preveč za moja ušesa. Kako mora skokec? In to se dogaja že ves čas in nobeni povedal niti besedice. Vsi boste kaznovani. Ampak, gospa učiteljica, nam se ne zdi to nič takšnega. Skokec pač ne mara korenčka, kljub temu je naš prijatelj. A tako, zajec, ki ne mora korenja, je enak. Zajec, ki ne je korenja. Kaj takšnega? In vi molčite o tem in... Pa saj skokec si zato nič drugačen od nas, kot je povedal Uhec. Mi res nismo vedeli, da se vam bo to zdel takšen prekršek. No, Repka, pa mi povej, koliko zajcev, ki ne jedo korenja, poznaš?
enega skokca. Ampak, nič ampak, dovolj! Zajci je do korenja in pika. Zajci je do korenja že tisočletja. Vsi zajci, brez izjeme. No, zdaj vidite, kaj se zgodi, če se prepustite šibkostim. Če postanete izbirčni. No, skokec, zato ne vidiš na tablo. Poslabše se ti je vid. Pa tvoji starši, vedo, kaj se dogaja. Ne, moja mami kuha takšno pestro hrano, da se zlahka izmuzne korenčkom. Razočaral si me, globoko razočaral, lažeš meni in lažeš staršem. Naj te bo sram. Gospa učiteljica, gospa učiteljica, gospa učiteljica. Dovolj! Vsi boste kaznovali, vsi boste za kazen naredili, vse v delovnem zvezku, na strani 13. In razmislite, kaj ste prekrivali? Da zajec ne mara korenčka? Na delo, jaz grem poklicati skokčeve starše. Ko bo zvonilo, skokec ostane v razredu, ostali greste na dvorišče. Saj bo vse v redu. Nič ne bo v redu. Gospa učiteljica mi do konca življenja ne bo oprostila. Samo zato, ker ne moram korenčka. Pa tako bi rad bil zajčji zdravnik. Saj boš, samo dovolj močno si moraš želeti. Če si boš dovolj močno želel, te 1000 učiteljic ne bo moglo ustaviti. Hvala, da verjameš vame. Oprosti, ne bil smel povedati. Nisem mislil, da bo tako eksplodirala. Pa saj nisi ti kriv, tako ali tako bi mogel povedati. Ampak ko je izvedela, da ne jem korenčka, kako me je gledala, grozniče. No, zdaj se vemo, zakaj se piše korenka. Stavim, da še ima posteljo v obliki korenčka. Ja, ona pohrusta 100-krat več korenčkov kot jaz. Za mizo v obliki korenčka na korenčkem stolu. A veste, kaj bo za pusta? Ogromen korenček! In na pidžami ima narisano 362 korenčkov. Pa na spodnjih hlačah tudi. Drži se skokec, vse bo še v redu. Zdaj pa grem, srečno! Repka ima prav. Tvoja starša boste vedela, kaj storiti. Me boste dovolila, da se gospa Korenka znaša nad tabo? Vem, ampak tudi nima se mlada in tega ne marata. Pa kaj? Dobi boš kazen in služil prvo spet se po starem. Me boste te nehali imeti rada samo zato, ker ne maraš korenčka. So takšni starši na svetu, a tvoja dva pač ne. Tačko nam bogom ne bo stavljeno, drži se, prijatelj. Skokec, žal mi je za te. Moram se ti zahvaliti. Zahvaliti meni, zakaj? Veš, zaradi tvoje nesreče je pozabila gledati name. In jaz Si pojedel vse korenčke. nekako takole. Mi dva smo pa res super par. Jaz korenčka ne moram, ti pa se mu preti ne moreš. Ta svet je res čuden. Imaš prav, daj glavo po koncu in vse bo v redu. Skokec, pridi bliže, starši ste na poti. Naprej. Le naprej. Pogovoriti se moramo. Gospa učiteljica Korenka, povejte že vendar, kaj se je zgodilo? Se je skokec stepel, je kradel, motil pouk, grdo govoril, kaj je storil? Žal mi je, gospod in gospa, a te groze vama nisem nikakor morala zaupati po telefonu. Sicer se vajni sin skokec ni stepel, ni kradel, ni grdo govoril in ni motil puka, ampak Kaj pa je potem storil? Saj ga vedno hvalite na govorilnih urah. Nikoli ni delal težav. no, skokec, vajni sin ima težave z resnico. Sen nam je lagal in to že kar nekaj časa. Lagal? Skokec, o čem? Kaj si storil, da je gospa učiteljica tako besna? No, skokec, kaj povej staršima, kaj si storil? No, povej jima, razloži jima. No, skokec, pa reci vendar, kaj se je zgodilo? Boš povedal? Gospa učiteljica me je skregala, ker sem prepisoval. Prepisoval pa sem iz repkinega zvezka, zato ker ne vidim na tablo. Kako ne vidiš na tablo? Pa mi smo zajci.
Mi pohrustamo na tone korenčka in zato vidimo naravnost fantastično. No, skokec, to še ni vse. Povej staršem, zakaj ne vidiš. No, razloži jima. A ti, mami, jaz ne jem korenčka, ne maram ga, nikoli ga ne pojem. Prosim, kako? To bi vendar opazila, saj pa ga nikoli ne postišajo na krožniku. Še v sobo si ga neseš, to ne more biti res. Saj si jemo za isto mizo in nikoli nisem tega opazil. Gospa učiteljica se moti. Ne, ati, gospa učiteljica ima prav. Pa saj sem ga že probal, pa mi res ni dober. Med večerjo, ko ti, ati, listaš časopis in mami ti vsake toliko skočiš v kuhinjo in mama midva z bratcem naredima zamenjavo. Jaz dam njemu korenje, ki ga jaz ne maram in on da meni zelenjavo, ki je on ne mara. Ha, sem vama rekla, ni bilo dovolj, da so zanj lagali sošolci. Še bratce si zvekal to. Kakšna sramota. In v šoli nam gledajo kot na junaka. Še brat sodeluje. Pa saj vem, da sem lagal. Vsi smo. Ampak nikomu nisem nič hudega storil. Vsi smo imeli samo koristi. In prav je, da ti je žal. Moj seznam kazni za laganje je zelo dolg. Saj vem, da se lagati ne sme. Hvala, gospa učiteljica Korenka, da ste naj obvestili o laganju najinega sina. Doma se bomo še temeljito pogovorili o tem, kar je storil in upam, da njegove težave pri izbiri hrane ne bodo vplivali na vaš odnos do njega. Seveda. Hvala in nasvidenje. Hvala, srečno in osebno bom poskrbela, da bomo rešili tudi težave z vidom. Morda bo nekaj dni manjkal, ampak vrnil se bo, ko bo pripravljen na pouk in ne bo več prepisoval. Me prav zanima, kako vam bo to uspelo. In izvedeli boste med prvimi. Takoj zdaj gremo v gost iskat očala. Očala? Tišina, gremo. Zdaj začali. Učenci, pospravite učilnico, gremo na sprehod. Zdaj začali. Pozdravljena, družina Zajec. Zakaj pa se tako kislo držite? Se kaj hudega zgodilo? Dobar dan, a se že tako nadaleč vidi? Ni mi za malimi ostroki. Že oddaleč sem pazil imajo te rdeče oči. Ti, atac, tak jezdni zrak, ko mi ga špal. Ti, mama, tak žalostno gledaš, mi je strašno. O, kakšen vid! Ja, kaj pa na skokec? On niti na tablo ne vidi. Skokec ne vidi na tablo, pa kako je to mogoče? On je vendar zajec. Zajec je predstavljal tono korenčkov, če ne več. Ampak skokec ne mara korenčka. In zato slabo vidi. Si moraš misliti, na svet prideš kot zajec in ne maraš korenčka. Jaz ga čisto razumem. Meni se korenček kar ga, jaz ga tudi ne vem. Blak. Pa korenček sploh ni težava. Če ga ne je, ga pač ne je. Ja, kaj pa njegov vid? Kje bomo našli očala za zajca? Ali je med vami jastrebi kakšen očalnik? Mami, reče se oftalmolog ali se okulist. Očala bomo dobili pri optiku. Jastreb, ali poznaš kakšnega optika? Tu si pa brcnila malce vivo. Med jastrebi ni zdravnike za oči. Imamo
pedek, periferka, zdravljenje za vrhunje krila, trening, optiko pa nimamo. Vseeno hvala, bomo še iskali. In iskali bomo tako dolgo, da bomo našli. Moj sin potrebuje očala in jih bo tudi dobil. Ja pa bogi mali, letim, srečno. Mami, ati, poglej, tam je veverica Leska. Mogoče nam ona lahko pomaga. Ja pa seveda, vsaka pomoč prav pride. Jaz ne vem več, kje naj iščemo očala zate. Veverica Leska! Ja, Skokec, kaj pa ti tukaj? Zakaj nisi v šoli? Ja, pa saj sem bil, pa tu tapamo pogosto zaradi mene. Ja, kaj si pa špičil danes? Tokrat ga je pošteno polomil. Staršema sem prekrival, da ne jem korenčka. Kaj sem ti rekla, Skokec? Laž ima kratke noge. Veverica tudi ve, da ne ješ korenja. Vsi moji prijatelji, razen odrasli, odrasli vse zakomplicirane. No pa zdaj hodi s tabo po gozdu in išče očala. Nikoli več ne pade na pamet, da naj jo takoj izločiš iz svojega življenja. Rada te imava in nikoli ti ne bo storila nič hudega, saj to veš. Ampak če bo še kdaj tako debelo Pa lagal... saj sem obljubil, da nikoli. Oprostite, ker motim. Se pravi, si šla, da iščete očala? Ja, ali poznaš kakšnega oftalmologa, okulista ali vsaj optika? Kakšne čudne besede pa so to? Oftalmolog, kukulist, oplik. Potrebujemo zdravnika za oči. Ali vsaj nekoga, ki bi mi pregledal moj vid in dal primerna očala. Žal, takšnega zdravnika ne poznam. Imam pa super zobozdravnika. Svetujem vam, da poiščete gospo Zvitko. Ona vam bi znala pomagati. Zadnjič je srečala nekoga s čudnim pripomočkom na glavi, pa jaz so to očala. In kje naj najdemo gospod Zvitko? Nadaljujte po tej poti, kmalu bo prišla mimo, saj že čas za mesec sprehod po kosilu. Sedaj bo sita in ne bo mislila na neumnosti, ko vas bo videla. Grem, srečno, Skokec! Adijo. Po tej poti? Ja. Si prepričan? Ja. Pozdravljeni, gospa Zvitka. Ali vam lahko ukradem minutko časa? Seveda, gospod Zajec, za vas imam vedno čas. Veverica Leska nas je napotila k vam. Zakaj vas ni napotila na meni 1 uro prej? Tako bi rešili moje in vaše težave. Kako? Kako prosim? Kako vam lahko pomagam? Veverica Leska je dejala, da ste zadnjič srečali nekoga, ki je nosil očala. Morda veste, kje jih je dobil? Mislite, tisten čuden pripomoček na glavi? Da, zadnjič sem srečala Ježko Vodniko, ki jih je nosil. Bil je tako zadovoljen, čeprav je zgleda malce čuden. Morda veste, kje jih je dobil? Ne, Bistra bo vedela. Ona mi jih je pomagala iskati. Hvala, nasvidenje. Dio. Srečno, če pa vas še kdaj zanese moj konec, pridite 1 urco prej. Že dolgo nisem jedla začel bore. Ati, mislim, da lahko nehamo tečti. Šla je v drugo smer. Kaj si nam zakuhal, Skokec? Skoraj bi končali v loncu lisice. Nisem za nalašč. Jokali bomo doma, ko bo čas. Zdaj raje poiščimo Bistrin dom. Nekje tukaj mora biti. Aha, tukaj je. Kako jo naj pokličemo? Bom kar jaz. Gospa Bistra, halo, gospa Bistra. Kdo me budi ob tej uri? Kaj ne veste, da jaz po dnevi spim? Pa tako lepo sem sanjala. Kakšen čuk, kakšna postava. Res vas ne bi motili, če ne bi tako zelo potrebovali vašega pametnega nasveta. Samo vi ste nam ostali, samo vi še nam lahko pomagate. Že prav, a bodite hitri. Hitro zaspim nazaj, bo morda sanjala naprej. Kako vam lahko pomagam? Nam lahko poveste, kam ste poslali ježa po očala? Nas Skokec namreč tudi, zelo slabo vidi in potrebuje očala, nujno. Kako nihče ne pomisli na Krta? Ste rekli, Krt, kako naj pa si pomagamo s Krti? Ker Krti zelo slabo vidijo, imajo ene najboljših optikov daleč naokoli. Prvi živi že 5 reveš od tukaj. Ime mu je Roko. On bi vam znal pomagati, je že
izjemno zadovoljen z njim. Hvala, lahko noč. Srečno noč. 1, 2, 3, 4, 5. Kako ga pa naj zdaj pokličemo? Jaz se ne mislim pod zemljo oblaziti za njim. Bom jaz, bom vsaj malo koristen. To me je všeč, izvoli. Gospod Kar! Gospod Kar! Kako prišel? Želiš, fantiček? Pomagali ste ježu in prosim, da pomagate tudi meni. Pa ne, zajček, da imaš ti težave z očmi. Kršen korenček, kako je to mogoče? Ne jem korenčka, vsi pravijo, da zato slabo vidim. Torej potrebuješ očala? Ne vidi črt na tabli. Zelo vam bomo hvaležni, če nam boste pomagali. Rad je postal zdravnik, veste. Ok. Ker si zajec, očala ne smejo pasiti dol. No, bo iskal takšno. Poglej. P, R, S, D, P, Č. Ok, iz te razdalje je vse v redu. Skoči dva skupaj nazaj. Je to B ali je to D? Ne vem. Vidim, da ti res ne vidiš. Izvoli. Ne. Ti moraš tako. Wow, kakšni lepi otroci so v pesnici. Lepo obleko. In ati, ti imaš tako lepo kravato. Hvala, gospod, ker ko bom jaz velik, bom tudi jaz optik. Skokec, nezaposlenega zajca pa res ne potrebujemo. Vidite, toliko malo optik in veliko pediater. Obljubim, da bom majhne zajčke spodbujal, da bojo jedli korenje. Najlepša vam hvala, ne veste, kako smo vam hvaležni, zlati ste, kako naj vam poplačamo. Ne skrbite, zadovoljstvo na obrazu vašega sina je največje vročilo. Bodite ob njem, ko vas bo potreboval. Drugačni svet ne morete več. Jaz se vsaj lahko skrijem pod zemljo. Vaš sin pa bo moral biti močan in pogumen. Seveda, seveda. Mami, lahko grem k potoku, da se vidim? Ja, kar pojde. Zelo sem vesela, da nam je uspelo, ampak Ne skrbi, pojdiva domov. Lačen sem. Skokec, je kaj pa ti tukaj sam? Pridi k nam, igraj se z nami. Raje ne. Zakaj ne? Kar imaš očala, se zelo čudno obnašaš. Kaj je narobe? Nisi vesel, da vidiš? Zelo sem vesel, ampak ko sem se zagledal v potoku, sem videl spako. In vsi me zmerjajo, da sem četveroki špegla. Meni ni pomembno, kaj mislijo drugi. Dovolj velika sem, da mislim svojo glavo. Skokec, zame si skokec. Moj najboljši prijatelj. Z očali ali brez njih. Res pa, da te drugi čudno gledajo in te zafrkavajo. Ti si vendar prvi zajec z očali, ki ga poznamo. Razumem, da ti ni prijetno, a se boš moral navaditi. Kaj pa naj? Pusti mi, da me zafrkavajo. Ne, nisem rekla tega. Najprej sebi dopove, da nosiš očala za svoje dobro. Če hočeš postati malo optik in veliko pediater, potrebuješ zelo dober vid. Ko boš sam sebi dopovedal, da si všeč takšen kot si, te bodo tudi drugi tako sprejemali. Ampak ni lahko. Kaj pa je lahko? Vsak ima v življenju svoje težave, ki jih premaguje. Ene so bolj vidne, ene manj. Namesto, da se
zamenjuješ s tistimi zajčki, ki uživajo v tem, da zafrkavajo druge, se druži z nami. Poglej, vsi smo tukaj. Si pozabi, da smo tvoji prijatelji? Skokec, kaj pa se ti tukaj tako kujaš? Jaz se Mislil je, da ga zaradi očal ne maramo, ker je drugačen od nas. Skokec, poglej mene. Moja tačka je takšna že od rojstva. In ti si moj prvi prijatelj, ki te ni motila. Pa tudi mene nisi nikoli vprašal, zakaj imam povešen uhal. Mnogo zajca se ne čuje iz mene, pa me sploh ne gane več. Vem, da imam tebe, Repko in Krivošapa, ki vam moj videz sploh ni pomemben. No, Repka, zdaj pa hop na igrišče, ti moraš pomagati meni v golu. Ampak jaz sem zajčica. Pa kaj, je nogomet prepovedan za dekleta? Pridi, Repka, greva skupaj, tako ne bova sama. Z veseljem! Dober večer! Vam je bilo, kak ste kaj? A veste, da danes pride tudi dedek Mraz? Pa ga skupaj pokličimo. 3, 4, za dedek Mraz! Dober večer. Kako ste danes? Ste v redu? Ja. Še me poznate, ne? Stari, dobri. Dedek Mraz, tako. Pa veste vi, kje živi dedek Mraz? Ne veste? Odkot prihaja? Slovenija. A veste vi, kje je Pohorje? Ja. Ste že bili na Pohorju? Ja. In kako ste šli na Pohorje? Sankami. Avti. No, nekateri pa z gondolo. In ko ste bili na Pohorju, me niste nikdar srečali? Pa bi želeli priti v mojo hiško? Vam povem, kje stanujem? Glejte, greste na gondolo, ko izstopite z gondole, greste 2 kilometra naravnost. Tam so 3 smreke. Tam zavijete na desno. Pridete do ene smrečice in zavijete levo. In greste samo ravno in ste pred mojo hišico. Si boste zapomnili? Vse večji, to je 2 tedna. Ja, in kdo še živi z dedkom Mrazom tam? Božiček? Kje živi Božiček? Na Na severnem polu, ne? To je moj bratranec. Pa še enega imam. Katerega? Pa Miklavča. Pa še Parkle. Se bojite Parkla? Dedek Mraz jih nima, z njim ne hodijo, ne? Malo pridejo srnece, pa zajčki, ste videli, takšni zajčki, pa mogoče medved, pa volk. Pa še nekdo živi pri dedku Mrazu. Kdo pa pomaga narediti darila? Palčki, tako je, palčki še živijo z njim. Pa... Rudolf, ne. Rudolf je pri Božičku, ne? No, povejte mi, kaj pa delajo palčki darila? Da lahko
dedek naraz obdari z njimi otroke. Je tako? No, in katere otroke obdari? Pridne. Ja, kaj pa tisti, ko niso pridne? Kaj njim? Da njim kaj ali ne? Kaj jim da? Kdo je rekel Šibo? Ti so je spet pri Meklavžu. Ne, dedek Kras ni tak fut. Dedek Kras da tudi tistim otrokom, ko niso pridni darilo, ampak morajo obljubiti, da bodo prihodnje leto pridne, tako. In vi vidim, tu ste sami pridni otroci, ne? Vsi hodite v šolo, ali še kdo vrtec? Kdo? Ti? Ti? Ja, in kaj delate tam? Kaj delate v šoli? Se učite, rišete, pojete, ne? Pa bi kdo zapel Dedku Mrazu kakšno pesmico? Ne? Kaj pa, če bi vsi otroci prišli do Dedka Mraza? Pridite, malo z meni. Pridite. Kaj se bojite? Ja, pridite. Prva punca. Bravo, kdo še ni prišel? Imamo dva. Ne rabita pet. Če so prišli k meni, malo da se pocakamo, ne? Malo se stisnemo. Lahko se ful slikamo z vsakim posebej. Ne? Zdaj pa povejte, vaši zajčki, imate vi kaj pripravljeno za nas? Evo.